Lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Gorenjski šolarji končujejo letošnje zimske počitnice. Vreme jim je bilo naklonjeno, v Zgornjesavski dolini se je našel tudi sneg za zimske radosti. Nekateri pa so zelo radi zavili v Slovenski planinski muzej v Mojstrani, kjer so se tudi letos potrudili in pripravili zanimive počitniške delavnice, ki so jih poimenovali kar ustvarjalnice. Tudi v letošnjem letu smo pripravili zimske počitniške delavnice in sicer je bila tema Jamski svet pod gorami. Udeležba, moram priznati, je bila res odlična, saj je na cel teden na vseh delavnicah dnevno bilo po 20 otrok. Mislim, da so se zelo zabavali, uživali v naših animacijah. Kaj vse smo pa počeli? Včeraj smo v družbi jamarjev spoznali razliko med jamarjem in pa med alpinistom. Sprobali smo se v žimarjenju in sicer vsak otrok je splezal skoraj na streho našega muzeja in se imel možnost dotakniti helikopterja, ki ga imamo pod stropom. Potem smo raziskovali tudi razne odprtine, ki so v jamah, in sicer je jamar bil z nami, vsakemu otroku je dal čelado in sicer ta čelada je bila posebna, zato ker je svetila na karbid, tako da so otroci spoznali tudi, kaj je karbid. Danes smo se sprehodili po sledi jamske vrvi, v vsaki škatli, ki je na razstavi in nekako predstavlja gibanje v jamskem svetu, je bila skrita ena naloga. No in na koncu smo potem seveda otroke tudi poslikali in vsak otrok je kot spomin naredil in okrasil okvir za to sliko. Gostili smo potem tudi iz Piranskega muzeja podvodnih dejavnosti gospo, ki nam je predstavila razvoj potapljanja pri Slovencih. Izdelali smo posebno naglavno masko, spoznali smo, da je bila včasih potapljaška oprema izredno težka in sicer kar 85 kg. In naša čelada, ki je bila izdelana iz mavca, je bila v resnici težka 35 kg. Potem smo gostili kolege muzealce iz muzeja v Postojni, ki so specialisti za kraški svet. Oni so nam s pomočjo mikroskopa približali hroške, ki živijo v jamskem svetu. Hroščke, posebno drobnovratnika, smo tudi izdelali in sicer s karamele in nastale so res prav zanimive umetnine. Namreč hrošči jamski so zavarovani in se jih ne smemo dotikati, kaj šele pojesti, no naše smo pa potem na koncu lahko tudi pojedli. Skratka, bilo je luštno, nabralo se je veliko vtisov, ki si jih pa lahko gledate na spletni strani Slovenskega planinskega muzeja. Festival Goro Venture je te dni prav tako potekal v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Pripravili so 4 zanimive dogodke. Za začetek potopisno predavanje Janeza Pretnarja po vzhodni Afriki, najvišje afriške gore, ki je bilo v četrtek. Sledilo je petkovo predavanje Iztoka Tomazina, od Karavank do Himalaje in nazaj, alpinistično srečanje. Za konec pa so pripravili še projekcijo filmov Suri in The Dawn Wall. Tudi letošnje zimske počitnice so bile zelo pestre za nas v Slovenskem planinskem muzeju in za naše obiskovalce. Naša kustosina pedagoginja je pripravila odlične vsebine otroških delavnic, ki so vedno posebne in vedno malce drugačne kot drugod. Mi pa smo se potrudili z Goro Venturami, to je drugi festival zapored, ki je zrasel nekako na osnovi festivala gorniškega filma, ki smo ga pred leti gostili v našem muzeju, potem pa je dvorana zanj postala premajhna. Tako smo letos 4-dnevni program pripravili na 2 različna načina, torej v četrtek in petek so pri nas potekala predavanja. Najprej Janez Pretnar, Kilimandžaro, gore vzhodne Afrike, potem dr. Iztok Tomazin, turni smuki od Karavank pa vse do Himalaje. Gre za odličnega slovenskega alpinista, tudi prvega Slovenca na 8000-čaku Čo-Oju, torej alpinista, ki ima več kot 45 let izkušenj v alpinizmu in pri turnem in ekstremnem smučanju. Potem pa sobota in nedelja, skupaj
tudi s festivalom gorniškega filma in pa z Društvom za gorsko kulturo, s alpinistom Silvom Karom smo pripravili 2 zanimiva filma. Eden je Suri, drugi pa je bil Downwall. Tako da sem prepričan, da so bili naši gostje zadovoljni, mi pa prav tako. In tudi v bodoče pripravljamo veliko novosti, veliko novih muzejskih večerov, tako da vse poslušalce oziroma gledalce ATM TV Kranjska Gora vabim, da nas čim večkrat v čim večjem številu obiščete v najlepšem slovenskem muzeju. V petek zvečer je na smučišču v Mojstrani potekalo malo drugačno smučarsko tekmovanje, in sicer mednarodno tekmovanje članov GRS v vožnji z aki čovnom. Kot vidite, za nam tlele smo imeli srečo, da nam je tale sneh obdržal vse. Zahvala gre telam žičničarjem, mojstranškem Zajšku. Je pa to 9. tekmovanje v vožnji z aki čovnom in je, kot vidite, ratal kar že tradicionalen. In v zadnjih letih, no, zdaj to je že ta 9, imamo 50 ekip, kar je 100 reševalcev skoraj cele Slovenije in pa 15 iz Sarajeva, iz Bosne, tako da smo z udeležbo in smo kar zadovoljni. Je pa malo sreče, da nam je ostal sneh in pa da smo to lahko pripravili tukaj v Mojstran. Kako poteka to tekmovanje z aki čovni? To tekmovanje je tako, imamo 3 aki čovne zaenkrat in potem ekipa, ki šteje 2 tekmovalca, not imata sicer obtežen nekaj kil, da je lažje zavoditi in potem gre to na povprečni čas. To se pravi, da med najhitrejšim in najpočasnejšim vzamemo povprečje in tisti, ki se temu času najbolj približa, je zmagovalec tega. Tako da se to ne more planirati in da je to res samo eno veliko druženje. Zakaj ste se sploh lotili tega pred leti? Lotili smo se pa zaradi tega, to je že kar se pravim 9. leto, ker teli gorski reševalci ali pa vsi mi, ki delamo cel let in se trudimo za ljudi okrog, takega druženja nimamo in je tole za nas ena taka, ko bi rekel, in dopust, in druženje, in fletna zabava, obenem pa tudi nekaj tekmovalnega in pa usposabljanje za vožnjo z aki čovnom. Vse društva se tega nimajo, tisti, ki imajo žičnice, je to drugače, ampak ostali pa fajn, da to obnovemo. Te aki čovne pa še uporabljate? Ja, aki čovni se še uporabljajo, čeprav imamo tudi UT in druga sredstva, ki so lažje zanesti, ampak če so težke poškodbe, aki čovn še zmeraj zakon. Smučišče je bilo zaradi tega za ostale smučarje zaprto, so si pa obiskovalci seveda tekmo lahko ogledali in tudi navijali. Že kar nekaj let imamo to, pa tako moram reči, da je zmeraj več obisk. Ljudje so zadovoljni in vsak let prihajajo. Imamo pa tudi srečo, kljub temu, da je toplo vreme, pa to, da nam je to še snega ostalo, tako da mislim, da je danes prav prima proga, no, fajn, pomrznjena pa to, tako da tudi za naprej še kakšen dan zasmučati, tako da bo, no. Kaj pa sicer zima ni najboljša, vendar se trudite? Ja, zima po samih dneh obratovanja niti ni tako slaba, nam kar nekako gre, samo je pa problem, ker zima drugod taka, ni snega in ni obiskovalcev. To, kar je letos velik problem na slovenskih smučiščah, pač ljudi ni, no, tako da to je malo problem. V času zimskih počitnic v Kranjski Gori že nekaj let pripravijo predstavo z znanimi igralci. Ti pridejo v Kranjsko Goro pretežno s komedijami. Tako je bilo tudi včeraj. V Ljudskem domu v Kranjski Gori je bila na ogled komedija Slovenec in pol, v kateri igrata Aleš Novak in Perica Jerkovič. Ti si pico kmet domov naročil? Ja. Ker te poznam. Nikoli daš nič na mizo, stari. Sploh mize nimaš, leto. Pa ta kaoš, kje si to kupil v Tediju, ali kaj? Dej, pukni to skozi oko. Hej, a imaš 10 evrov mogoče? Za pico. Jaz naj tvojo pico plačujem. Pa če si gostitelj časti, to se ve. Koliko je? 10? Nijem 10, 20 smo. Mene ne moti, v redu. Gostitelj časti, to ve vsak, kje ti živiš?
Kdo to pride na obisk pa pico naroči? Pa kje smo to? Na Jesenicah, ali ko? Še dobro, da ni odojka, no, če sem čisto rajen. Da, hvala. Da je kot prav diši skozi kartonka. Ja, bo še en kos. 10 evrov mi daj nazaj. 11 je ba. Ja, okej, po pa 9. Ja, 30 sem opustil. Veš, ko je bil tip vesel? Ja, bi rekel, da je bil vesel, ja. A boš, to je unaka pričoza, ko ima gora artičoke, pa olive, pa vse. Jaz sem alergičen na artičoke. Če pojem eno tako malo, mi vrat zateče, čez 15 minut sem fertik. Ta konec tedna je tudi v znamenju pustnih rajanj, tudi na Gorenjskem. Včeraj je bilo tako pri večnamenski hišici v gozdu Martuljku pustno rajanje, ki ga pripravlja turistično društvo Gozd Martuljek. Poskrbeli so tudi za nekaj pustnih dobrot. Tradicionalno pustovanje na smučišču Mojstrana se je začelo včeraj točno opoldne. Tokrat je bila poleg glasbe organizirana tudi tekma spuščanja z zračnicami po smučišču. Za najboljše maske pa so bili na voljo krofi in nagrade. Pustna povorka je krenila z Dovjega in prišla vse do Mojstrane. Pustovanje tradicionalno s pomočjo ostalih društev v kraju organizira turistično društvo Dovje Mojstrana. Pravo pustno povorko pa so pripravili tudi na Hrušici. Maske so se odpravile vse do Čufarjevega trga na Jesenicah, kjer so pripravile prav poseben, neresen program. 30 let je bilo potrebnih, da smo vas zopet počastili svojo prisotnostjo. Ponovno smo po tako dolgem času z našo pustno odpravo obiskali glavni kraj naše občine. Občino, ki je ostala z majhno tovarnico, pa še to na Koroški Brodi. Občina, katere vsi hokejisti skupaj so slabši od onega Anžeta s Hrušice. Občina, ki je po novem novinarsko usmerjena, vsaj glede na župana. Občina, ki ima več lokalov in trgovin, kot pa prostih stanovanj. Občina, ki je skoraj pozabila, da na zahodu ostala celo ena od njenih vasi Hrušica. Jaz sem zelo vesel, da smo danes tukaj na Čufarjevem trgu, da lahko prisostvujemo tej lepi pustni prireditvi. Vesel sem tudi zato, ker so se Hruščani, oziroma ko so se Hruščani zbrali skupaj, pa organizirali vse to. Jaz vem, da to je kar velik organizacijski zalogaj. Vesel sem, da se veliko ljudi priključili in vse to dodaja en kamenček v mozaik povezanih Jesenic. In to danes, čeprav je malo bolj šegavo razpoloženje, pa jaz verjamem, da je to tudi eno lepo sporočilo tudi za vse ostale dneve. Ko se malo manj šemo, malo manj hecamo, pa so zadeve tudi malo bolj resne. Ampak vseglih še enkrat čestitke organizatorjem, pa vsem udeležencem, tako da hvala. Na placu na Hrušici so imeli popoldne še veliki pustni žur s skupino Full Gas. Izbrali pa so tudi najboljše maske.
Občina Kranjska Gora se kot ponosna prejemnica zlatega znaka Slovenija Green v oktobru lani, ki ga podeljuje Slovenska turistična organizacija, trudi hoditi po poti trajnostnega razvoja turizma in pisati zeleno zgodbo Slovenije. Zato so se odločili za uvedbo kozarcev za večkratno uporabo na vseh večjih prireditvah, ki jih organizirajo. K uporabi pa so se zavezali prav vsi ponudniki v alpski vasici v Kranjski Gori. Kozarci so ekološki, izdelani iz reciklirane plastike in okolju ter uporabniku prijazni, saj ne vsebujejo BPA in pri stiku s tekočino nimajo škodljivih učinkov na zdravje ljudi. Z uvedbo kozarcev za večkratno uporabo želijo spodbuditi gospodarstvo in tudi lokalno prebivalstvo k zmanjšanju uporabi plastike in k varovanju okolja. S tovrstnimi akcijami in dejanji se nadejajo, da bodo pripomogli k povečanju ozaveščenosti o resnosti problematike in posledicah prekomerne uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo pri občankah in občanih ter tudi v turističnem gospodarstvu. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Bralni klub z Benjaminom Gracerjem bo jutri ob 17. v knjižnici v Kranjski Gori. Turistično društvo Kranjska Gora vabi na pustni torek vse pustne maske na 17. pustni veleslalom. Smuka bo za vse pustne maske brezplačna na vlečnici Mojca 2. Za zabavo bo poskrbela glasbena skupina Projekt. Etnološka delavnica na temo kuhanje žgancev bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori v sredo ob 17. Vsak zadnji petek v mesecu v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani ob 17. pripravijo pravlično-umetniški potep s slovenskimi gorskimi pravljicami. Pravljice pripoveduje Natalija Štular, kustosinja in pedagoginja. Da bodo glavni junaki zaživeli v slikah in oblikah, pa bo poskrbela akademska slikarka Špela Oblak. Petkova pravljica nosi naslov Ledenec. Prvi Kosobrinov vikend zabave in športa bo potekal v soboto in nedeljo od 9. naprej. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!